Dobro jutro, dober dan. Kje je kdo, ki je še ful zaspan? Prebujanje od zaspane zavesti, ne? Od nedostopanja do zavesti. Mi smo bili nezavestni vsi, torej do zavesti prave nismo dostopali in smo bili v neki navidezni zavesti. Ja, ok. In ne vem, če dati video v naslov zavest, nezavest ali igra. Bom pa še videl, pol kasneje. Mogoče se štartam s tem, da se meni stvari precej same odvijajo. V ničesar ne vlagam neke pretirane, bom rekel, sile, da bom nekaj dosegel. Nekako jaz sem se pred 4 meseci izpostavil s tem, kar sem, in mi je noro, ker zdaj dobivam nazaj odzive: Matej, hvala, ker si. Ja, super, kaj ne bi bilo super, če ne bi bili vsi to, kar smo. Da ne bo pomote, sem hvaležen temu, se pa po drugi strani čudim, kam smo mi pripeljali, da v bistvu, Matej, hvala, ker si. Ojej, veš kaj, bom sam še preveril, da nisem slučajno prepotihem. To moram zmeraj, samo se mi neki volum zmanjšuje, veste, pa moram jaz to, se opravičujem zdajle za tole, device properties, in pa, evo, valjda. Ej, zdaj bo pa boljš, ne, pazi, zdaj pa moraš dati zvočnike na malo manj. Na 41 mi je dal, namesto da je bilo na 100. Evo, imamo zdaj, bo boljš, ne? Ok. Sorry, mašinerija sama dela, a vidiš, pozoren pa človek mora biti. Čist skos mora biti pozoren. Če nisi pozoren bil prej na začetku, si pa pol na sredini lahko popravil svojo nepozornost. Ampak treba je biti pa zavesten, da se zavedaš, kaj je treba spremeniti. Ok, sem pa stisnil pol, ali ga ne rabim. Ali je že v redu, veš kaj? Če bi hotel jaz vse to kontrolirati, bi mogel imeti zdaj na glavi slušalke, pa tako pa ne bom se šel tega, ker se mi zdi, da je naravno še bolj ravno in naravno. Ok. Mi smo živeli v eni zaspani zavesti, v nerealni zavesti. Pazi zdaj to, jaz sem to zdaj lepo vzel od enega človeka, ni nobena skrivnost, Eckhart Tolle. Jaz nisem vedel, je on ta prav ali ni ta prav, ampak tlele se bom z njim strinjal, zaradi tega, ker lahko potrdim na lastni izkušnji. Ne? Se pravi, on pravi, pa bom, ničkrat sem si 2 alineji napisal, da ne bom zablodil preveč na suho. Prisotnost miru oziroma vesolja je v nas samih ves čas. Zdaj sem videti, je to treba prepoznati pa začutiti, ne? Slišati, videti, čutiti, pa še govoriti treba to. V razumevanju dimenzije zavesti šele takrat jo dojemamo. Ali je bilo to razumljivo? Ne. V razumevanju dimenzije zavesti. Kaj zavest je, takrat jo dojameš. To globino, bom rekel, mer pa vesolje. Ti moraš noter v sebi to zavest, ti moraš razumeti, kaj je zavest. Zavest je ena velika stvar. Nikola Tesla je rekel, jaz sem jo začutil, penetriral sem vanjo, iz nje sem srkal, nisem pa še mogel razbrati, kako stvar deluje, oziroma jo opisati, oziroma jo dognati, kako stvar funkcionira. In on je potrdil, da ničesar novega se ni spomnil, ampak samo od tam vzel. To se z njim tudi jaz strinjam, da vam ne povem praktično nič novega. Ene stvari sem prebral, ene stvari pa same pridejo na plano v obliki stavka, v obliki besedne zveze in se poklopijo same. Verjeli ali pa ne, jaz včasih pogledam pa se rečem, Maričko, Matej, tole si pa, tu si pa kar spelal, ne? Odkje pa tebi to, svaka čast, ne? Ne, ni to moje, tudi to informacijo sem dobil, Matej, ne jemlji stvari za svoje, ker niso tvoje, ker so božanske. Božanske. Ja, prav pa dajmo reči božanske, pa božje, pa vesoljske, pa galaktične. Ampak v bistvu to je vesolje, to je univerzum in to je ta zavest. A ne? In mi imamo sposobnost dojemati to, ne sposobnost, mi to smo. Ampak ta človeška mesena oblika, pravzaprav neke vrste vesoljsko plovilo, v taki sestavi, da lahko plujemo po tej zemlji taki, kot smo. A ne?
In smo narejeni iz česa? Iz tega, kar je tukaj na Zemlji. Je telo sestavljeno iz ne vem koliko tisoč raznih koščkov in govorim o koščkih v DNK-ja, genskega zapisa, in morskega psa in minerala in jaz ne vem, školjke in ne vem kaj še vse. Take stvari so najdli not, da ne smo na Zemlji, mi smo iz Zemlje narejeni, iz materialov, ki so na Zemlji, je narejena ta vesoljska obleka, ki ji rečemo telo. To telo ima tudi svoj in ta se pa da, na njega se pa da vplivati. In vplivali so na ta zunanji dejavniki, torej reptilsko-drakonska naveza je na ta vplivala in ga zavedla. In mi smo bili ves čas v zavedenosti. Pa so pa rekli, modreci pa meditacije pa ovo, ne, modreci so bili kar ta pravi, ampak tehnike prebujanja, ne, so pa vse v bistvu fake. Zaradi tega jaz pravim, dajte čakre šraufati, no, pa dajte malo meditirati, ja, ne. To padeš v fake zavest. A si ti moraš misliti, da tudi razlaga tukaj in zdaj je fake? Pa ni, ne. Ta pa jaz tlele se ne bom poistovetil zaradi tega, ker tukaj in zdaj se zgodi med dvema mislima. Pazi, ko je Eckarta Tolleja povzemam, da ne bo me kdo rekel, tu šiš pa kopira. Ne kopiram, povzemam ga in dodajam svoj doprinos in potrjujem, ker imam sam to identično izkustvo. Pred časom sem rekel, da meditacija ni zdaj neka stvar, kjer se mora človek ne vem kaj, umiriti misli, ja, ampak šele med tem, ko je ena misel, pa druga misel, pa tle vmes se zgodi, takrat je tisto sekundo, 2 ali pa 3 prisotnost niča, prisotnost vsega, prisotnost vesolja in miru. Takrat ti nisi ti ta mesno-umska zadeva, ampak si ta svetloba. Takrat si šele ti. Se komplicirano sliši, ne? Seveda se. Ampak morate razumeti, da je barabin. Barabin. Ni barabin, on je super uporabna stvar. Je kot čijaš, ki drži vsa čustva pod kontrolo, ki so konji, ne? Ampak on je bil zaveden strani druge sile. Torej, če ne boste vi poskrbeli za svoje misli, pa za vaše življenje, potem bo to kontrolo vzel nekdo drug in jo je. In nas je fural v propagando, v indoktrinacijo, v religioznost, zaupajte stroki, ta je bila ta zadnja jajčarija, ne? Banda prokleta je, kako so poškodovali ljudi, nedolžne s to svojo filozofijo, zaupajte znanosti, Turšič je pa teoretik zarote, tako da on je pa ena velika baraba. Tu sem slišal pa iz ust človeka, da sem baraba. Iz ust človeka, ki bi me mogel imeti najrajš. Grozno, kaj tacga. Ampak vse pride na plano in ta resnica zdaj prihaja in vre na plano in je pom, verjemte mi, da je, narcisom se kegla. In pa še bolj se jim bo. Čak pa da grem jaz tlele nazaj do prisotnosti miru, časa in zavesti. V razumevanju dimenzije zavesti, se pravi, treba je zavest razumeti, takrat jo lahko počasi tudi dojemamo. In ja, dojeti se da, jaz sem pa vse dojel. Ne, nisem. Košček po košček, ker konča se pa ne. Kakor jaz razumem, se ne konča ta dimenzija, da bi sploh rekel, kje je konec tega vesolja. Veselja. Ker veselje je... A se kdaj lahko veselje konča? No ne, če ga tako vidiš. Drama bi pa bilo fajn, če bi se končala, ne? Pa se tudi ni bilo konca in kraja. No, zdaj pa s to kraljico, ki je kraljica, prasica, ti si reptilka, bla, in moraš iti in je šla že očitno 2018, Castle Lock. Ali je šla pa leta 20? Jaz ne vem. Ampak pokopali so jo, pa zdaj tisto prazno trugo so nosili in so prišli zdaj vsi kaj. Veselje se nikoli ne konča in vesolje se nikoli ne konča. Tudi spoznavanje, raziskovanje njega, ne, ker v bistvu tek smo počeli.
Nismo, nekateri ni počeli niso. Jaz bi vas rad pomagal vas skozi slovenski jezik odpeljati to, kaj od tujih predavateljev nekje tudi ujel, saj sem že večkrat poudaril, se ne poglabljam več. In tudi to, kar vam zdaj govorim, sem poslušal celih 7 minut, sem zdržal, tako da tisti, ki mi pošiljajo na uro pa pol dolge videe, me verjamem, da jih ne pogledam, ker jih ne utegnem. Niti nimam potrebe, ker je dovolj za brskanje po vesolju, jaz to počnem sam tukaj in zdaj z neko, bom rekel, z nekim triggerjem. Nekdo me je, bom rekel, tale Eckhart Tolle mi je dal iztočnico, odlično je zdaj iztočnica, lahko naprej govorim. Tudi vi bi želel, da se prepustite in imate enako možnost, kakor jaz, kakor Eckhart Tolle, kakor vsako živo bitje z dušo in srcem. Tako da ne misli, da eni imamo ene možnosti, drugi pa ne. Ni res. Eni nimamo bremen, eni jih pa imate. To pa ja. In to so tam bremena, ki jih je naredil in jih proizvaja na dnevni bazi, ker v ta pritiska zunanji svet, zunanji sovražnik. Preko ful vzvodov in sem rekel, otrov, nič se jede, nič se pije, nič se guta, nič se njuši, otrov, to je ono, što ti ide v uši. Zato bodite pozorni, kaj dobite v svoje ušesa. Jaz vam probam dajati mir, jaz vam probam dajati lepo, primerno, zdravilno glasbo, tokrat malo ne, zaradi tega, ker je zvočnik prazen, ne, ni baterija. Nisem bil dovolj pozoren, ampak se ni nič narobe, ne, je glih tako prav, ste pogruntali, da ni muske. So pa brencli, ne, niso brencli, neki hrošči pa ptički tam ne deleč stran. Dojemanje vesolja, tako ja. In vsi učitelji, katerim sem jaz sledil, pa ne sam jaz mnogim najbrž tudi nisem, ker sploh nisem vedel, kdo je kdo, so pravzaprav s prstom probali kazati na to zavest. Vsi učitelji so bili v svojih sporočilih kratki, jasni in jedrnati. Iz tega naslova pravim, filozofija ni duhovnost, ker ne rabi človek tle diplomiran fucking filozof biti, da razume, kaj je vesolje in vesolje veselja, kaj je mir in kaj je zavest. So stvari čisto enostavne. Kekčeva zgodbica, kaj ne? Tako ful simple. Levo, še to bom ugasnil, da ne bo žbinka žbonko, jaz se pa ne upam, kaj napačnega, pa bom. Tank. In vsi ti učitelji so nekako probali pokazati na to zavest. Dajte se tega zavedati, da modreci so nam predajali, nismo razumeli, tako kot nismo razumeli Q-drops, kapljic od ekipe Q. Ne, zaradi tega, ker ne gre, zavest se ni odprla, zdaj pa se malenkost odpre, pa imamo Q-drops, pa imamo učitelje, pa imamo svojo lastno projekcijo te zavesti in jo sami začenjamo dojemati. In tam, ki jo sami začenjamo dojemati, tam ugotovimo, kako je življenje lepo in kako bizarno so nas umsko vodili v svojo strah, grozo, trepet, mizerijo, jaz ne vem kaj, le zlata doba je že tukaj, saj je bila ves čas. Sam moraš imeti oči, da vidiš in ušesa, da slišiš. Ne? Ali kaj? Pa srce, da čutiš. Ne, srce, da ljubiš. Samega sebe je to vesolje in to veselje. Mi je noro, ko preberem. Kaj je zdaj vi neki novi profeti, kaj je ljubezen, kaj je zdaj, pa si kaj je ljubezen, cepljeni bomo jesen, ne, vsi. Ne, ni to tako. Nič ne bo. Mislim, nič slabega ne bo. Več, nikoli več. A ne verjamete? Ok, pa počakamo, ne. Pa pravijo razni dušni pasteri, verjemte meni, dušni pasteri, pa razni doktori, razni neki globoko indoktrinirani ljudje, da moraš ti znanosti zaupati, ne, kva ti si znanstvenik, kaj, ok, pa jajca znaš speč, znaš dilco odrezati, znaš štekar, znaš zmontirati, izmenični, znaš, ne znaš, to električarje pokličeš, strokovnjaka praviš. A ti si strokovnjak, ampak sem za eno fucking čist majhno stvar. Kekec ni bil ozko usmerjen strokovnjak, ampak je bil široko razgledan človek. In široko razgledanost človeka je tista stvar, ki je v današnji dobi bolj
ima več moči, ima več možnosti za uspeh, za dojemanje sveta, sebe, okolice, pravzaprav prepoznavanja sovražnika. Pač tisti, ki je široko razgledan, ta ima več šans, tudi tisti, ki je globoko indoktriniran v vse magistersko-doktorske, ima več stvari za odnaučiti se, zato je njim mogoče ful težje zdaj, kako razblind 12 let študija. Halo, kaj sem džabe študiral? Imam žalostno novico, da. Pa ne, mislim, tudi jaz sem študiral, ne, zvok, ampak iz zvoka naprej sem študiral, kaj je strup, kaj je zdravilo, kaj so frekvence, kaj so resonance, kaj so interference, kaj so izničevanje in kaj so duplikacije. Iz tlele, iz narave, v naravi je to. Seveda tudi digitalni svet valjda in zvokovno, bom rekel, ne samo pesmi in film, tudi zvok nasploh, a ne, čist audio pečata, veš, moja Lucy je Lucy, zmeraj, ko jo Lucy pokličem, ona sliši, ne, če bi pa rekel Lucy, pa ne vem, če bo ona to ujela, zato ker gre za zvočni pečat, Lucy. In tudi, če bi ga pogledal v waveformu, bi videl Lucy, Lucy, in ona ga zna prebrati, Lucy, čist frekvenčno. Mogoče ona, če bi rekel Lucy, je pa drugačen zvočni pečat, ne? Torej smo frekvenčno odzivni in interferiramo z zvokom, ker kaj ti melodija ptice tudi paše, a ne? Ena dela veš, da je to ptica, ki ima ime ščinkavec. Kaj sem se zdaj izmislil, ne? Ampak prepoznamo kosa, vrabca, lastovko, ne lastovko, sidničko in tako naprej. Jih prepoznamo točno po tem zvočnem pečatu in vi imate tudi zvočni pečat in smo unikatni. In to, da smo unikatni, je tista naša prava moč. To sem pa od Gržana ujel. Unikatnost, ja. Tudi tle smo najmočnejši. Vsi enaki. Ne! Vsak mora biti svoj. Ne, pa vsi enaki. Jaz sem tle sedim na kamnih, dva nista glih. Ne, pa gledaš škarpo, so pa kamni vsi glih. No kako? Jaz tudi ne razumem vsega tega. Nima veze, bodite unikatni, bodite lepi, bodite krasni. Jaz se malo norce brijem, s temi lesmi, a veš, pa mi kar rastejo. Pa sem mislil jih malo strič, pa jih ne bom, ne. Ker so unikatni, taki, je pa še kravžli so. Pustimo hec nazaj, gremo nazaj do zavesti. Vsi ti učitelji, ne, modreci so kazali na zavest. Tle sem ostal in ta zavest je izključno biti. Bodi. Si ali nisi. Be or not to be. Be pomeni biti ali ne biti, je rekel Shakespeare. Ampak be je tudi čebela. Be, brez čebele ne gre, baje, življenje na zemlji. Torej, precej močna ta živalca, a ne? Ti, a brez nas bi pa šlo. Ti, tudi brez nas bi tukaj življenje šlo, ampak mi imamo vesoljsko obleko in mi smo prišli na raziskovanje tega planetka. In kaj smo ugotovili, da je tukaj zlo in kaj smo ga prišli uničiti. S čem pa? Z jezikom. Mi nismo napadalni, nismo agresivni, nismo uničevalni, ker smo kreatorji. Mi ustvarjamo. Iz tega naslova jaz nisem šel v vojsko, a veš, ko sem se 4 leta v zdravstveni šoli učil ljudi zdraviti, pol ne bi šel pa v vojsko ljudi se učiti ubiti. Sem rekel, ne gre, kontradiktorno je in me je v komisiji pogledal pa je rekel, ok, pa bo šel pa v dom za ostarele. Sem rekel, prav, to pa grem, saj rabijo pomoč, kaj ne? Ja, je rekel in evo, no pa je bil pa na bolništvu konc, pa nisem sploh rabil. No tako, ampak čisto tako za vmes. Vode nismo bili v napačno zavest, da se spet vrnem nazaj, ne? Mi smo zavest, nezavest, pa katera zavest. No in modreci so kazali na to zavest, ki pravi biti, bodi, ono je vse prisotno. In zdaj, če ti daš masko gor na sebe, jaz sem pa, zdaj se bom karikiram, doktor znanosti, ali pa jaz sem audioinženir, potem sem jaz audioinženir, potem nisem jaz, ker jaz sem tudi kuhar, mislim, znam kuhati južno, ne? Pa sem tudi pek, ker znam speči kruh. Pa sem tudi štromar, ker znam izmenični štekar zvezati. Mislim, če ga pa ne bi slučajno znal iz prve, bi pa pogledal how to do it, ne? Kako se to naredi. Pa sem tudi skladatelj, ker znam kamne skladati. Pa dile tudi. Pa skladbice tudi.
Ne znam. Vse mogoče bom kdaj kaj za zares naredil. A veš, da sem objavil na portal 5 glasbic in ne najdem portala, kam sem to dal, kaj tacga. No, kaj tacga. Zgleda, da sem mogel to zgubiti, tako kot je mogla NASA zgubiti svoje posnetke od pristanka na Luni. V katerem studiu že, dega srad. Ja, ko gremo meditirati, dosežemo stanje fake zavesti, navidezne zavesti. Ni ta prava tista. Ne? Ta prava je v bistvu živeti. Kekec ni meditiral, si zastopno. On je živel, on je bodi, on je bil. Ne? Bodi, si in si ti. Energija, svetloba, energy, frekvenca. Svetloba je tudi naš drugega vibracija. Ne? Imamo različne valovne dolžine, pa to vidimo različne barve. Ne? Tudi tukaj imamo odboj od valovne dolžine, vidimo črno. Ne? Pa je to sploh ni črno, mi sem vidimo tako. Odbita svetloba. Smo mi tudi svetloba, torej se svetloba v svetlobo odbija. Ker mi noter, še to, da dodamo vmes, ogromno je bilo nekaj vmes med to korono, da se bo neko notranja zemlja, notranje sonce, drugo sonce bomo videli. Jaz pa zmeri pridem na konc na pavčka. Na svetu si zato, ker ti si sonce. Noter je sonček, energy, svetloba. Ja, dajmo tudi tako razumeti, da v bistvu smo del njega in dajte si ga upati pogledati. Ni nič narobe, če ga boste pogledali. Sončno očala, le dajte dol, pa ne se mazati sončno kremo, ker sonce rabimo, zaradi tega ga pa toliko promoviram. Promocija sonca. Želel bi, da smo vsi sonce in svetlobni bratje in sestre, da začutimo to svetlobo, ker v srcu dobro mislimo in se lahko združimo v isti svetlobi, ki ima različen spekter, zelo širok spekter frekvenc in valovanja. Tudi o tem je Tesla govoril, kdor hoče razumeti življenje in vesolje, mora razumeti, naj se poglobi v frekvence, mora razumeti frekvence. Ja? V tem kontekstu. Ja. Prostor zavesti je tukaj med dvema mislima in si ti tisti, ki je prava zavest. Med dvema mislima pride ta svetlobica ven. Treba jo znati začutiti, treba jo je znati mogoče tudi upoštevati. Ja. Kaj tam pove? Okay. Zdaj nekje to zavest sem dal, čez recimo, zdaj pa bi dal samo še moč. Moč. Kadar si ti, takrat imaš neskončno moč, ker v znanju je moč. Drži? Znanje je pa od tam. Moč je tvoja unikatnost. Moč je tvoj notranji mir. Reptili so hoteli nemir. Oni so mislili, da so tako močni, ker so nas kontrolirali. Kontrolirali so naš mir. Iz mira so delali nemir, da smo bili zmedeni, smo delali napake, tam so nas kaznovali, pol so nas dali ob denar, pa smo pol mogli se drugače znajdeti, pa so nas pol še enkrat kaznovali, ker smo se znajdli drugače, mimo sistema, a ne? Zdaj smo pa mimo sistema, pa nam nič ne morejo. Ja, jaz nič ne prikazujem svojih prihodkov v državi. Javno vam povem, da ne boste mislili, da v bistvu kaj se skriva. Se ne. Zato, ker so oni se toliko časa skrivali, da smo jih razkrili in mi lahko razkrijemo vse. Pa še eno stvar bom dodal. Nepisana pravila. So oni tudi kar malo zadogajali. So pa napisali pravila oni, ne mi. Čak sem malo, ustavo smo mi dopedenali, smo rekli, čakaj, damo mi vam stvari v komando, ampak ustava pravi, če boste šli pa tle čez mejo, tega pa ne smete, tle boste pa kaznovani. To v ustavi piše. In piše, da tudi ljudje imamo oblast. Ne? In jo izvajamo neposredno. In z volitvami. Ne? To piše v ustavi, preberite. To pomeni, da mi zdaj, kao bomo šli na volitve, ne bomo šli, zaradi tega, ker bomo mi kaj vzeli stvari kar direktno, neposredno in polje, zdaj pa kje to piše, stari nikjer nič ne piše, zato ker so stvari čist logične in samoumevne in ne rabi nikjer nič pisati. A je prav.
ker očitno je, če nekdo nekaj reče, potem je to naenkrat ver. Mislim, nekdo nekaj reče, pa se pol to zapiše in pol to rata ver. Evo, in jaz sem tudi ver, virolog. Ne, viriater, ali kaj že. Virekolog, ali kaj že. Kaj je zdaj pol to pizda, rija? Mislim, čist neka njihove izmišljotinke, bedaste, trapaste, zapisane, gnile besede, ki so si kar nove in nove izmišljevali, da so bili zapleti večji, pa jasnost čim bolj zamazana, ne, da je bilo vse bolj nejasno. V svetu ljubezni, miru in poštenosti je jasno vse, ko beli dan. Med iskrenimi ljudmi so preproste vse stvari, kot jasen dan. Evo, jasna šajba. Pazi, moč ne pomeni kontrolirati drugih, ampak kontrolirati sebe in svoje delovanje, da ne popizdiš ven brez veze, da ne bruhneš v jok, da se obnašaš do neke mere človeku podobno in spodobno, kot da si lepo vzgojen, recimo. Ta je bila narcistična, obnašaš se, kot da si lepo vzgojen. Poskušati kontrolirati druge je prvi znak, da je človek out of control. Brez lastne kontrole se obnaša tisti, ki želi kontrolirati drugega. Okay? Torej, še enkrat, moč ne pomeni kontrolirati drugih, ampak kontrolirati sebe. Poskušati kontrolirati druge je prvi znak, da je ta človek out of control oziroma izven balansa. Kontroliranje drugih je, kar šibki mislijo, da je moč. Ja? Šibki mislijo, da so ful močni, če kontrolirajo druge. Dajte se zavedati, da tist, ki vas hoče kontrolirati, je kaj že? Tako je, bravo, ja, N-A-R-C-I-S, ja. Narcis, a ste vi ta izraz poznali 2 leti nazaj? No, jaz sem ga skorono, no, se zdaj pa že malo 3 leta, ne, še malo pa bo 3, ne, 2 pa pol. Nisem poznal tega izraza, ko sem pa ga prve zapise o delovanju narcisov, sem pa bom gotovo, da v bistvu smo, da je to glavni virus, ki vam direktno ne da dihati in vam ne da miru, pa ne si bo to sosed, prijatelj, sodelavec, starš, otrok, jaz ne vem, kakšni navezi ste vi, to narcis je vse povsod. Za znort. Skini se sa njega, umik je so far najboljša rešitev. Lej, mene noben kamen ne flikne stera, tudi hrast ne. Ljudje pa ja. In delovanje njihovo in kontroliranje in neki očitki in neke to so vse narcistična delovanja. Pa še enkrat, narcisi niso on pa off, ampak so tako, imaš malo narcistično delovanje, malo bolj narcistično, pa še malo bolj, pa še ful bolj, pa pol so ljudje postanejo ekstra narcisi, pol so pripadniki kluba, pol so že pedofili, pol so pa že kar nekrofili, pa genocidniki, pa vse sort. Skratka, stopnja zavesti in stopnja narcisa, ne, je tako potencialno, ne, na potenciometer. Zdaj, do neke stopnje se bo dal narcise poštimati, jim bo se dal pomagati na način, da jim bomo pokazali ogledala. To je tema za naslednji dan, jutri bom pa o tem. Evo, le, ko znam že napovednike delati, bravo, super, pa zapisati si moram. Ogledala bo jutri video o ogledalih in narcisih, ker narcisom bomo mogli mi postavljati ogledala, ker se sami v njih ne vidijo. O tem bom jutri učil. V tem bom včeraj malo več povedal. Jutri, ja. Kaj sem pa jaz zdaj še hotel povedati? Da se morate čuvati, da morate čuvati svetlobo, da jo temni ne pokrijejo z dekico, neumnosti oziroma kontrole. A še tole sem vam hotel pokazati. A veš ti to? Rdeča, plava, bela. Ne, pa pozdaj ti neki znaki. Ampak rdeča, zato je moja razlaga, da ne bo kdo. Rdeča je rdeča krvna skupina, blue je modra krvna skupina, bela je pa svetlobna krvna skupina. Rdeča sem jaz mislil, da je Kristusova zavest, oziroma mislim še vedno, da je krvna, ne zavest, da je krvna bloodline, se pravi, smo po krvi, gremo skupaj. Srčni ljudje,
ki imamo izvor vezan na mir, dušo in srce in ljubezen. Pa imamo modro, se pravi royalty blue line, ne? Se pravi kraljeva modra kri. Ne? To pa niso bili te naše krvi, oni so modre krvi, mi smo pa rdeča krvi. No, njihova kri naj bi se modro posvetlikala, pa so neke ideje, da to zaradi nekega bakra ali kaj že, da imajo železo noter ali kaj. Ne bom se pretirano, to zdaj malo interpretiram, da smo v Sloveniji Kristusova in modra kraljeva kri, krvna skupina, krvna linija, in imamo kristalno zavest. Torej Slovenija ima vse 3 barve, pa je bila Jugoslavija z teh 3 barv, pa mislim, da je Rusija tudi iz teh 3 barv. Tako da najverjetneje je v Slovanih nekaj, kar se kraljeva krvna bloodline boji. Ja? Oziroma bi rada uničila, preden bo razkrinkana. Ojoj, prepozno je. Razkrinkana je že, ven prihajajo nore stvari. Bom prilimal v spodaj še link od Pat Kabale, kako so delovali zdravniki, mislim, kaj zdaj ven hodi, to bo norišnica. Mediji še vedno tiščijo svojo laž, zaradi tega bo potreben emergency broadcast, oddajanje v sili, zato ker ti lažnivci ne nehajo lagati. Bodite pošteni, bodite iskreni, bodite vi. To je to. Te ljudi se išče, te, ki ste vi. Ne ki ima masko gor, ki ima nekaj čez. Sem pa nekaj, ne si dajati identitet, ne skrivati stvari, ker v bistvu mislite, da skrivate en pregreho, nič hudega, tista pregreha jo vi veste, jaz jo ne, pa marsikdo jo ne, morate si jo oprostiti, ker jaz sem milijonkrat rekel, strani svetlobe je vse že oproščeno, ker svetloba se žge, kar je negativnega, pa ni več, če daš, ne vem, umazano vodo na sonce, se te mikroorganizmi razturijo in po nekem času je voda spet pitna, čeprav prej ni bila. Mislim, UV dela, ne, svetloba bo kar ubila virus. Ne, ga bo, ne. Ja, ne se ga je že. Vi morate samo še videti. Dajte si oprostiti vsa slaba dejanja, vsi smo narobe delali, vsi smo falili, ni greh s poti stopiti, greh je po napačni poti hoditi. Zavedajte se tega, ne nadaljujte, tudi če ste kaj falili, sam ne tako s tem tempom naprej, pa je super. Ker ti ljudje, kateri smo že začutili v sebi svetlobo, pa če dalje več nas je, dragi moji, zdaj odpira se to kot cvet, ne? Ni nam dana atomska moč namudoma, se pravi, zdaj smo nič, pa smo pa vse, ker ne razumemo, zato pa se počasi odpiramo proti soncu, pusti soncu v srce, pusti soncu daj svoje srce, ne? Se odpiramo in mi ti ljudje začutimo, da enostavno gluma ne gre čez in vas ne bomo spustili naprej, dokler začutimo maske. Ja, in jih. In nobenemu nič ne očitamo, by the way, pa bi lahko, pa ne bomo, zato ker smo razumevajoči, ker smo tudi mi sami šli čez določene blesarije, ki smo jih spoznali in odmaknili. Zdaj, dajte tudi vi biti iskreni do sebe, bodite iskrivi, daj bodite iskra, imate neugasljiv ogenj v sebi, tudi to svetlobo, čuvajte jo, ker samo v miru se izraža. Ja? Čim več se smejte, ker takrat ego umira. Ego je fake, navidezna identiteta, ki jo je naredil Zdaj pa mislim, da v tej razlagi so se pa stvari nekako zdaj sklople. Kaj še? Imejte se prečudovito, lep dan, kaj sem rekel, jutri bom nekaj drugega govoril, ne? Da nisem zapisal, ne bi vedel več. Catch your dream. Ujemte svoje sanje, ujemte svoje misli, zapište jih, pa ostanejo. Ker če pride, grejo sem skozi glavo, pa jih pa izginejo, pa ne morate nič naprej povedati, ker vse pozabimo. Vsi pozabimo, nič se sekerati. Pa ne lagati, ker lažnivce se zdaj ful hitro najde. Prevaranti so huda tarča. Pa malo sončka pogledajte, ne? Takole, koliko časa štejem? 1, 2, 3, močna.
Ne rabim alkohola, veš, sem počen že od sonca. Dajte se popokati, tudi vi, pa boste malo trčeni, ker taki ste najlepši. Čau.